Čast mi je, da vas lahko danes kot ministrica za notranje zadeve v vlogi slavnostne govornice nagovorim o prihajajočem državnem prazniku Dnevu upora proti okupatorju. To je dan, ko se spominjamo prelomnih dogodkov v zgodovini slovenskega naroda pred 77 leti. Prepričana sem, da se moramo dejanj naših prednikov spominjati ne le z nostalgijo in v luči zgodovinskih dejstev, temveč tudi skozi prizmo morebitnega dejstva oziroma pomembnega dejstva, da danes živimo v samostojni državi Republiki Sloveniji. Zavedati se moramo, da je bil poziv k oboroženemu uporu proti okupacijskim silam na slovenskem ozemlju ne samo pogumno in občudovanja vredno dejanje, temveč predvsem domoljubno dejanje, ki je temeljilo na narodni zavednosti, trdni odločenosti in človekovi neuničljivi želji po svobodi. Prav slednje, torej neizmerna želja po svobodi, ki je nenazadnje lastna vsakemu bitju, je bilo najmočnejše gonilo v boju proti okupatorju. Ni dvoma, da je pot oboroženega upora tista najtežja, trda, neizprosna in da je pasivni pristanek na dane ali, če hočete, vsiljene razmere morda lažja, preprostejša ali oportuna izbira. Vendar zdrava kolektivna narodova zavest na to ne more nikoli in nikdar pristati. V hrepenenju po svobodi nobena ovira ni previsoka in noben sovražnik premočan in preštevilčen. V narodu in njenem slehernemu posamezniku je ugrajena neopisljiva skupna moč, ki ga v najbolj temačnih časih zatiranja in ponižanja žene naprej. Veleva srdit boj, ne glede na ceno, tudi za ceno življenja. Kajti cilj je za vse samo en, je svetel in plemenit. Taka miselnost, ki je, kot si lahko mislimo, prevevala naše rojake med drugo svetovno vojno, je slovenski narod ponovno definirala in utrjevala, tudi na Celjskem. Nemška okupacijska oblast svojo nacistično politiko, poskusom nacionalnega uničenja in izbrisa Slovencev, je tu naletela na močnega nasprotnika. Na nasprotnika, ki sta ga utemeljevala patriotizem in narodna zavest in ki je obenem združeval ljudi različnih svetovno-nazorskih pogledov in političnih prepričanj. 4 vojna leta je na Celjskem zaznamovalo neusmiljeno preganjanje, kruto nasilje in maščevanje okupatorja ne samo nad člani odporniškega gibanja, ampak tudi nad njihovimi družinami in celo otroci. Zgodbe o ukradenih otrocih, javnem sramotenju, zloglasnem starem piskru in deportacijah so se vtisnile v naš in vaš spomin. Kljub temu razmaha osvobodilnega gibanja ni bilo mogoče ustaviti z ničemer, ne z ustrahovanjem, ne s kaznovanjem. Mamljivi vojn po svobodi je bil premočan in konec vojne morije so prebivalci Celjskega pozdravili s pomladnim cvetjem in veseljem. Danes, po več kot 70 letih, se nam zdi povsem samoumevno, da živimo v državi, v kateri smo svobodni v mislih in dejanjih, v kateri je slovenščina uradni jezik in nas bogati raznolika slovenska kultura. Vendar današnja samostojna Slovenija ni naključje, ni neka danost ali slučajno dejstvo, je tudi rezultat narodno-zavednega delovanja in upora naših prednikov proti nacifašizmu, hrepenenj naših prednikov, predanosti in žal premnogih žrtev. Njihove želje, ki so jih najprej izgovarjali tiho in previdno, ter prva plahe ideje o lastni državnosti, so po več desetletjih le dosegle vrh in se na to jasno izoblikovale v zahtevo po samoodločbi. Narodovo valovanje konec 80 let prejšnjega stoletja je bil namreč nedvoumen znak, da je nekega obdobja nepreklicno konec. Načelo, po katerem ima narod pravico do lastne države, smo na to uporabili preudarno in odgovorno ter z ustavnim zakonom izpolnili dolgoletne sanje o lastni državi. Žal je tudi to obdobje naše zgodovine so zaznamovale žrtve in vi, veteranke in veterani, to še predobro pomnite v svojih srcih. In prav je tako. Spomine na pretekle dogodke je treba ohranjati, treba se je z njih učiti, a se z njimi tudi realno soočiti in jih objektivno predajati naslednjim generacijam in jih tako postopoma vgraditi v našo skupno zavest in narodovo zgodovino brez potvarjanja zgodovinskih dejstev. Spoštovani, slovenski narod je prehodil dolgo pot, na kateri se je znašel pred težkimi in pomembnimi odločitvami in preizkušnjami, pa vendar nam je uspelo
In največji uspeh vidim povsem v tem, da danes živimo v svoji državi, neovirano, neodvisno in ponosno gradimo svojo narodno samozavest in utrjujemo skupno in posameznikovo identiteto. Res je, Evropa se v zadnjih letih sooča z varnostnimi izzivi, ki jih prej ni poznala. In naše širše varnostno okolje je podvrženo hitrim in korenitim spremembam. A kljub temu Slovenija ostaja varna država in ne pozabimo, varnost je tudi človekova pravica, zato jo kot ministrica za notranje zadeve vselej zagovarjam in jo tudi zagotavljam po svojih najboljših močeh. Le v varnem okolju namreč lahko vzniknejo nove ideje in drzne zamisli. Edino varno okolje je lahko ustvarjalno in omogoča brezskrben osebni razvoj slehernega posameznika in posledično vključujoče in odprte slovenske družbe. Take družbe, v kateri bo vedno prostor za vrednote in načela, ki so gnali zavedne Slovenke in Slovence pred 7 desetletji in posredno postavili prve temelje tudi naši današnji samostojnosti. Spoštovani člani Policijskega veteranskega društva Sever za celjsko območje, iskreno se vam zahvaljujem za organizacijo današnje proslave. Vsem skupaj pa želim prijetno praznovanje 27. aprila, dneva upora proti okupatorju. Hvala.